Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem Q&A-ju. Danes bom obravnaval področje kroničnega ugajanja drugim oziroma tako imenovani people pleasing. Iz vidika je to stanje v bistvu rezultat relativno globoke senzorno-motorne amnezije oziroma običajno je lahko tudi že tukaj govorimo celo o senzorno-motorni odtujenosti, ki se v bistvu razvije kot posledica vedenja ali pa odnosov v zgodnjem otroštvu. Predvsem zaradi tega, ker starš otroka, običajno je mama, ni pa vedno, ni sposobna, ne zmore, ne zna ali pa ne sme začutiti otroka takšnega, kot je. Predvsem zaradi tega, ker otrok zaradi bistveno nižje notranje upornosti veliko bolj močno čuti, kaj se dogaja v okolju in se seveda tudi na stanje v okolju bistveno močneje odziva kot mama, ki ima zaradi senzorno-motorne amnezije in močnega oklepa popačeno dojemanje okolice in okolico seveda le dojema skozi senzorno-motorno iluzijo, ter jo dojema ali pa si jo predstavlja kot bistveno drugačno, kot je v resnici. Medtem ko seveda otrok zaradi prej omenjenih stanj okolje dojema bistveno bolj realno in se seveda tudi na otroški način na to okolje odziva, kar pa starš ne razume, ker on ne dobi enakega držljaja iz enakega okolja in potem seveda na otroka pritiska na takšen ali drugačen način, da se vedenje otroka in odzivi otroka na okolje uskladijo s tistim, ki ga ima starš ali pa ki ga okolica zahteva tako od starša, kot potem seveda tudi do otroka, ne. In v takem primeru potem otrok zazna, da je njegovo preživetje, ljubezen in občutek varnosti pogojen s primernim odzivom na druge in se temu seveda začne vedno močneje prilagajati, najprej z vedenjem, potem pa seveda na akuten način, potem pa vedno bolj, ker je tudi za primerno vedenje oziroma vedenje, ki ustreza okolju, nagrajeno, v narekovajih, seveda pride do formiranja odvisnih vzorcev, kjer določeno vedenje je nagrajeno, določeno pa ne. In seveda se začnejo utrjevati senzorno-motorne povratne zanke, ki spodbujajo, povečujejo in utrjujejo določeno vedenje in blokirajo drugo vedenje, se pravi, pridemo do klasične senzorno-motorne amnezije, ki nam omogoča, da smo bolj učinkoviti v določenih vedenjih in bolje delujemo v določenih okoljih, slabše pa v drugih, kar pa ne pomeni nujno, da nam to ustreza, oziroma vedno kratkoročno ustreza, tudi če moramo zanikati svojo avtentičnost, spontanost in se vesti tako, da ugajamo drugim, kar je seveda kratkoročno koristno. Otrok pa seveda niti ne more razmišljati dolgoročno, kaj pomeni, če se bo tako vedel naslednjih 5, 10, 15 ali pa 20 let in kako seveda izgubi avtentičnost, svojo avtentičnost in kako zaradi tega, ker ugaja drugim tudi takrat, ko njegovo telo čuti, da to ugajanje drugim ni v redu, ni dobro, sploh pa ne dolgoročno vzdržno, ne pride do tega, da bi iz telesa začutil dovolj močen impuls, ki bi mu dal dovolj moči, da bi se temu uprl, da bi se postavil zase, da bi v bistvu znal reči ne, znal zahtevati stvari, ki tudi seveda njemu ustrezajo, ali pa oditi iz takega okolja. In ker tega ne naredi, seveda pride do tega, da njegova zavest dojema okolje drugačno, kot je v resnici. Običajno tega, da zadovoljuje potrebe drugih, niti ne opazi oziroma to razume kot neko vrlino, neko čast, neko posebnost. Pogosto so taki ljudje tudi otroci, ki so imeli posebno vlogo, ki so bili nekaj posebnega, več vredni in so jim dali tudi tako veljavo, ampak seveda ta veljava je bila vedno pogojena s primernim vedenjem. In zaradi tega stika z notranjimi občutki seveda pride tudi do vedno težjega vplivanja na zavestni ravni na vedenje, sploh na dolgoročne odnose, ki jih oseba ne zna pravilno prepoznati.
in jih posledično tudi ne more razviti zavest, kaj pomeni, če bojo takšni odnosi vztrajali še v naslednjem času, v prihodnosti. In ker tega ne zazna in ne uredi, seveda postanejo odnosi kronično neurejeni, kar vodi v kronično neurejen vpliv okolja ali pa negativen, škodljiv, kakor želite, vpliv okolja na telo tega človeka, kar seveda telo potiska ven iz ravnovesja, iz homeostaze in je telo vedno večkrat v neravnovesju, ki pa ga seveda ta oseba zaradi odtujenosti od občutkov intuicije, tega občutka v želodcu in okoli srca in podobno ne čuti, predvsem zato, ker ima vsaj običajno tako zelo močne napetosti v prsnem košu, ramenskem obroču, vratu, ki v bistvu in trebušni preponi, ki mu omogoča, da je dovolj ločen, njegova zavest dovolj ločena od njegovega črevesja, v črevesju oziroma v trebušni votlini, ki je v glavnem zapolnjena s črevesjem, imamo pa ta tako imenovan gut feeling in ker ta občutek ne deluje prav, potem oseba niti ne zazna, da je people pleasing. In seveda živi naprej v takem delovanju, kar pa povečuje verjetnost za kronične težave in v bistvu posledica te izgube avtentičnosti je običajno kronična utrujenost, notranji nemir, pogoste težave z imunskim sistemom, kožo, prebavo in nespečnostjo, zaradi tega, ker telo ne dobi dovoljenja iz osrednjega živčnega sistema, da bi jasno izrazilo svoj ne. In seveda začne to potrebo po postavljanju mej izražati skozi napetosti, tesnobo ali bolezni. In če ste v takih situaciji, je IQ en od načinov, da si lahko pomagate, predvsem zato, ker IQ temelji na zmanjšanju odtujenosti med telesom in med zavestjo, se pravi, delujemo izključno oziroma prvenstveno ali pa primarno na zmanjševanju senzorno-motorne amnezije, ki seveda poveča vpliv telesa na zavest in vpliv zavesti na telo, kar pa za sabo potegne, da se oseba zaradi tega, ker se bolj čuti, vedno bolj zaveda, kakšna je, kako živi, s kom živi, na kakšen način deluje in kje ona prestopa meje drugih ali pa drugi prestopajo meje, njene meje. In seveda bolj, ko se uči čutiti samega sebe in bolj, ko se zaveda, kakšna je kot celota, bolj v bistvu lahko določa, kakšno je njeno realno mesto v določenem okolju in kje je primerno, da se v bistvu prilagaja drugim, ker akutno prilagajanje drugim je vsekakor nujno in potrebno za normalno funkcioniranje družine, partnerskega odnosa, starševskega odnosa ali pa družbe kot take. Težava nastane pa, kadar se nekaj, kar je akutno koristno, spremeni v kronično nekoristno in v bistvu takim težavam so namenjeni IQ programi. Zdaj začnem 19. maja z programom za odpravo ali pa zmanjšanje vpliva otroštva na sedanjost, kar je v bistvu, tako kot sem že razložil v odgovoru na vprašanje, tipičen vzrok za kronično ugajanje drugim. Seveda so pa tudi drugi programi primerni za take stvari, zaradi tega, ker na vseh zmanjšate senzorno-motorno amnezijo in v večji ali manjši meri, odvisno od stopnje učitelja, ki ga vodi in vsebine programa, povečujete čustveno zrelost, kar pa oboje vodi postopoma iz kronične oblike ugajanja drugim v to, da dajete vedno večkrat odcep veljavo, ne sicer na način, ki bi ga lahko karakterizirali kot kroničnega narcisa, ampak na akuten način, da znate postaviti mejo in seveda tudi zavedate se svojih odgovornosti, da morate tudi vi spoštovati meje drugih, ker seveda vsak, ki kronično ugaja drugim, je obkrožen vsaj z eno osebo, ki zahteva, da ji je kronično ugajano in v bistvu delujete v simbiozi, ki pa oba uničuje, kot tistega, ki kronično ugaja, kot tistega, ki zahteva kronično ugoditev, ker oboje je nenaravno in temu primerno seveda tudi kronično zdravju škodljivo. Tako da naslednjič lep pozdrav in
Bodite dobro.